Dober dan in dobrodošli v podcastu Prevajalske agencije GOR, kjer gostimo izjemne posameznike iz sveta startupov, scale-upov, investitorjev in drugih različnih kotičkov podjetništva. Kje in kako začeti, na koga se obrniti, na kakšne izzive se pripraviti. Govorili torej bomo o tem, kakšno pot morajo prehoditi mlada podjetja, da odklenejo svoj potencial in zaslovijo kjerkoli na svetu. Danes je z nami nekoč polprofesionalni rokometaš, diplomant elektrotehnike, delu predan in ambiciozen podjetnik, ki vedno išče nove rešitve in mu nikoli ne zmanjka idej. Leta 2021 med finalisti za Gazelo Zasavsko-Savinjske regije, mladi menadžer 2022, s podjetjem pa na globalnem trgu ustvarja več kot 10 milijonov evrov prihodkov, sodeluje z imeni kot so Google, Apple, Best Buy. Svojo ekipo pravi, da izdelujejo pametne, preproste in zanesljive izdelke, ki nam rešujejo vsak dan. Z nami je torej Primož Zelenšek iz Čipola. Dobrodošel. Bi karkoli dodal, kako bi se ti predstavil? Ja, živjo. Hvala za povabilo. Ja, mislim, da si kar zelo dobro opisala mene in moje delo. Dodal bi še, da sem oče 2 otrok. Sicer pa ja, več ali manj prisoten v podjetništvu za že celotno življenje oziroma kar precejšen del življenja. Tako, pa omenila sem takoj Čipolo, pa predstavi prosim svoje podjetje oziroma ta prvotni izdelek, kakšno težavo rešuje? Ja, Čipolo je nastal pred 10 leti. Ustanovljeno podjetje je bilo s strani 7 ustanoviteljev. Imeli smo pa v bistvu takrat na seznamu kar nekaj različnih idej in Čipolo je bil en izmed njih. Šlo je pa v bistvu za preprost iskalnik, iskalnik, katerega damo na ključe in potem s pomočjo mobilne aplikacije le-te ključe s pomočjo zvoka enostavno najdemo. Rešuje pa pač ta osnovni problem človeštva ali vseh ljudi, bom rekel, ali pa večine ljudi, kje so naše osebne stvari, ne? Predvsem ključe, kje so ključi, denarnice in pa recimo, ko potujemo, lahko sledimo svoji prtljagi, kolesu ali pa drugim dejansko bolj pomembnim stvarem. Se sliši super, tudi jaz ga imam in res me rešuje pri iskanju telefona vsak dan, večkrat na dan. Predvidevam, da ste izhajali iz neke izkušnje lastne. Kako ste prišli na to idejo? Ja, res je. En izmed ustanoviteljev je imel vedno to težavo, najti svoje ključe pa denarnico, no. In potem dejansko smo se začeli dobivati na začetku ob pivu in premlevali vse te ideje, je bil vedno pač malo v bistvu je zamujal. In ja, glavni razlog je bil, da ni pač našel svojih osebnih stvari, te, ko ponavadi pač rabimo, ko gremo ven iz hiše, ne. Tako da ja, to je bil en izmed glavnih razlogov. Super. Sicer se tvoja podjetniška pot začela veliko prej, ampak konkretno s Čipolom se je začelo 2013, zelo uspešnim Kickstarterjem, zastavili ste nekih $15,000, nabrali ste pa slabih 300,000. Kaj je potem sledilo? S kakšnimi izzivi ste se srečevali in kakšna je vaša pot do leta 2023? Ja, res je. V bistvu s samim projektom smo štartali že 1 leto prej, leta 2012. Potem uradna v bistvu forma podjetja je nastala v začetku leta 2013. Potem smo pa v bistvu videli, da je kar nekaj uspešnih slovenskih podjetij oziroma skupinic ljudi objavilo njihove ideje na Kickstarterju. In smo rekli, pa saj to mogoče pa tudi priložnost za nas, in res takrat smo v bistvu v oktobru objavili ta projekt na Kickstarterju in v 25 dneh zbrali $300,000, kar je bilo takrat za nas nepredstavljivo, no.
Cilj je bil res postavljen takrat relativno nizko, $15,000, to realno gledano s tistim denarjem ne bi veliko uspeli narediti, no. Ampak bolj je šlo za to, da nekako čim hitreje dosežeš cilj. In ta strategija je bila takrat se izkazala zelo pravilno, no. Tako da ja, praktično z zelo malo v bistvu marketinških vložkov dejansko smo uspeli zbrati ta denar. Sjajno. In poleg tega, ali ste predtem ali potem, ali ste morda črpali karkoli iz Slovenskega podjetniškega sklada, so bili morda kakšni investitorji v igri, kadarkoli? Ja, potem 2014 v bistvu sem začutil, da je nekako priložnost, da tudi mi začnemo iskati določene investitorje, predvsem z razloga, da bi hitreje rasli in se razvijali. In res takrat v 2015 smo potem podpisali pogodbo s Slovenskim podjetniškim skladom, kjer je bil takrat vložek iz njihove strani €200,000 in pa pogoj je bil, da najdeš zasebnega investitorja. Mi smo to našli v Tonetu Stanovniku, ki je potem vložil svoj denar v Chipolo. Tako da ja, to je edina investicija, več ali manj, no, ki dejansko se je v bistvu realizirala. Smo pa potem tudi sklad v bistvu kot eni redkih dejansko podjetij v Sloveniji, ki je pridobilo sredstva s strani Slovenskega podjetniškega sklada, tudi potem ta delež odkupili nazaj. To je zdaj že dobro leto od tega, no. Tako da lahko rečemo, da je tudi s pomočjo našega denarja bo kakšno mlado podjetje lahko uspelo podobno, kakor je nam. Odlično, ja, zato ker ta statistika je, kako rečemo, enemu od 10 rata, ne, zdaj plus minus, tako da vam je, tako da vse čestitke. Zdaj, če jaz sledim tej zgodovini, pokoronsko obdobje pa za vas pomeni neko eksponentno rast. Tako da kaj se dogaja torej od leta 2020, 2021? Ja, ta zgodba gre tako, ne, se pravi, 2020 smo v bistvu na CES-u, to je največji sejem elektronike na svetu, v Vegasu, se pravi, objavili oziroma pokazali svetu novo produktno linijo, imenovala se je Chipolo One, ki je še danes v prodaji. In to je pač linija, ki je takrat imela kar nekaj smole, imeli smo ogromno pač prednaročil dejansko, ni pa bilo dobiti material, se pravi, imeli smo pa kar težave z materialom, ne. In takrat potem so vsi dobro, mogoče ali pa se ne spomnimo več toliko, no. V marcu, ker se je začelo vse to komplicirati, ne, potem smo imeli kar zelo težkih par mesecev. Ampak vseeno v 2020 smo naredili zelo uspešno leto iz vidika prihodkov. Mislim, da smo takrat ustvarili 4,2 milijona. No, potem smo pa slišali v bistvu, da bo Apple, se pravi, odprl to platformo Apple Find My Ecosystem, Apple Find My Ecosystem, kjer dejansko je prej bila ta aplikacija za deljenje lokacije družinskih članov. Slišali smo pa, da bojo v bistvu naredili tudi en zavihek, kjer dejansko bojo lahko druga podjetja naredila produkt, ki bo, se pravi, deloval enako kot Chipolo v bistvu, ne. In pa seveda govorice so bile tudi, da bo Apple naredil svoj tracker, ne. No in zdaj pa smo se povezali in v bistvu takrat kot en izmed prvih 3 podjetij na svetu, ne, poleg nas še OneMove in pa Belkin, smo v bistvu takrat potem v aprilu 2021 tudi ta produkt v bistvu objavili, ne, začeli pobirati prednaročila. To se je izkazalo, da je bila ta poteza seveda odlična, ne. Potem en mesec kasneje je prišel na trg AirTag, ki nam je veliko teh prednaročil pobral, ampak po drugi strani je pa, se pravi, AirTag ustvaril to, da je veliko več zanimanja, se pravi, na samem trgu za tovrstnimi izdelki in kar je dobro za to kategorijo, ne. Tako da ja, potem smo imeli leta 2021 zelo uspešno, se pravi, leto, prihodki mislim, da so bili potem že, mislim, da 6,3 milijona, 6,2 milijona.
Tako da ja, seveda se je po tistem dogodku, se pravi z Applom, začelo se pravi neko novo obdobje za vse te iskalnike in ja, zelo smo veseli, se pravi, da se je naredil ta preskok. Ampak to tudi poleg povečanih prihodkov, kaj je to tudi za vas pomenilo v smislu povečanja proizvodnje, kadrovske politike, torej si verjetno moral iskati kakšne kadre. Kadruješ samo v Sloveniji ali tudi v tujini? Ja, večina naših kadrov v bistvu je lociranih na headquarterju v Trbovljah, no. Imamo tukaj v Ljubljani še eno pisarno, ki je namenjena predvsem več ali manj mobilnim razvijalcem. Tako da večina dejansko kadrov je lociranih v Sloveniji, no. Kar je po svetu, so v bistvu neke, bom rekel, skupinice, ki nam pomagajo ali delno pri določenih projektih, ali pa so to naši v bistvu prodajalci, zastopniki, ki na različnih, bom rekel, nivojih sodelujejo z nami, no. Zdaj, to je bilo torej leto, dve nazaj. S kakšnimi izzivi se srečujete danes? Smo leta 2023, dobrih 10 let ste na trgu, torej s temi imeni sodelujete in s čim se danes ukvarjate? Ja, se pravi, potem, ko je, se pravi, prišla ven ta spot linija, ki dela znotraj Applovega ekosistema in je praktično komplementaren produkt AirTagu, smo objavili potem še kartično izvedbo, to je, se pravi, kartica, ki je namenjena za iskanje denarnice. S tem produktom smo v bistvu zelo uspešni, med drugim jo tudi Apple prodaja na njihovi uradni spletni strani, prodajalni, in upamo, da bomo proti koncu leta, sicer pa v prvem kvartalu naslednjega leta, prišli tudi v uradne Applove trgovine po celem svetu, ali pa, bom rekel, v 80% teh trgovin, no. Vmes smo prišli tudi v Best Buy, se pravi, največjo verigo tovrstnih, bom rekel, prodaje tovrstnih izdelkov oziroma elektronskih izdelkov na svetu, kjer smo trenutno prisotni na 800 lokacijah v Ameriki. Tako da veliko stvari se je spremenilo dejansko v tem obdobju. Začeli smo pa tudi v bistvu sodelovati z Googlom. Google je v bistvu potem v letošnjem maju, se pravi na njihovem največjem eventu Google I/O, se to imenuje, objavilo, da bo odprlo v bistvu podoben ekosistem kot Apple. In tudi Chipotle je bil takrat, se pravi, na tem glavnem odru, se pravi, nekako napovedan, da bo naredil, se pravi, svojo linijo. Tako da ja, trenutno v bistvu čakamo, da bo Google, se pravi, to storitev dejansko potem tudi objavil in bo na voljo vsem. Tako da ja, tukaj smo trenutno. Super, res čestitke, tako da zdaj proizvodnja mora delati na polno, predvidevam. Zdaj, ko to naštevaš, se sliši tako kar simpel, ampak to zahteva ogromno neke kondicije, tako da glede na to, da si se ukvarjal s športom ali si karkoli športa vzel, pa ti je zelo prav prišlo na tej podjetniški poti. Ja, saj neke paralele v bistvu so, mislim, lahko potegnemo kar nekaj podobnosti, ne. Namreč, če pri športu trdo v bistvu garamo na treningih in dejansko se pripravljamo in potem je tisto glavni dogodek, ker lahko ti pokažeš v bistvu so svoje znanje in dejansko pripravljenost, so različne tekme in tekmovanja. Določena tekmovanja so bolj pomembna, določena malce manj, ne. In je seveda pač tudi, če si v ekipnem športu ali pa tudi, če si kot posameznik, je ekipa tista, ki ti seveda naredi tebe veliko boljšega, ne. Je v podjetništvu zelo podobno, se pravi, trdo garamo, razvijamo produkt, ali je to fizično, ali je to v resnici samo, bom rekel, virtualno oziroma programski, ne. Se pravi, trdo razvijamo, potem pa v bistvu damo to na trg, ne. In dejansko, če tam pri športu je tisti uspeh, ko zabiješ v bistvu gol, ne, ali pa pač neko žogico nekam pač potisneš in je to pač končni rezultat, ne.
Je v podjetništvu to, da v bistvu dobiš naročila za tvoje produkte, da dobiš v bistvu pozitiven feedback strani strank, je na nek način zelo podobno, v bistvu občutki se zgodijo ob tistem dejanju, ne. Je pa velika razlika, da v podjetništvu si lahko celo življenje, ne. Še vseeno se mi zdi, da je mogoče malo bolj raznolik in pa če primerjamo pač športom, no. Tako da ja, je, ampak ja, je veliko podobnosti. Fajn. Zdaj dodajate nove izdelke. Imaš morda zdaj številko, koliko ste izdelkov do zdaj prodali, pa kateri grejo najbolj v promet? Ja, prodali smo že več kot 3,5 milijona produktov v vseh teh letih. Najbolj se prodajajo v bistvu produkti za ključe, za iskanje ključev, no. Zdaj, če pogledamo statistično čez vsa ta leta. Po barvah je, seveda imamo paleto različnih barv, ampak na koncu je črna ena izmed najbolj popularnih, no, se pravi bolj te temne barve. Dobro, to je bilo eno vprašanje, ja, katere barve grejo najbolj v promet. Torej, če te prav razumem, to je ta prvi izdelek, to se še zmeraj najbolj prodaja, ne? Ja, drži, se pravi iskalnik za ključe, ne. Kaj pa demografija uporabnikov? Sem malo stran pogledala, zdaj imate tudi neke študentske akcije. Kdo so vaši uporabniki? Tako, to morda kaj sledite? Ja, seveda sledimo, delamo različne raziskave, no. Pač kupci so pač raznoliki, tudi razlikuje se dejansko, kdo kupuje na spletni strani in pa za fizične trgovine imamo sigurno veliko manj podatkov, no. Bistveno manj podatkov ali pa skoraj nič jih imamo praktično pri tej produktni liniji, ki je dejansko, ki dela znotraj Applovega ekosistema in Googla, kajti tam mi dostopa do kupcev v resnici nimamo več, ne, kajti prodamo samo hardware, ne. Sicer je pa, bom rekel, struktura kupcev nekje od 25 do 45, se pravi let, ne. Pač posamezniki, razmerje je mogoče malce več na strani moških. Tukaj nekje smo, ja. Zanimivo, dobro. To so se že tega dotaknila, pa dajva še enkrat, kje na katerem trgu največ prometa ustvarite in zakaj? Ja, zelo pomemben trg je za nas, se pravi ameriško tržišče, Amerika in pa Kanada. Tam smo prisotni praktično že od samega štarta, no. Tam ustvarimo nekje 50% prometa. Potem 40% prometa ustvarimo v Evropi. Najbolj pomembni trgi so, se pravi Skandinavija. Irska je zelo močna, no. Delno tudi UK oziroma, se pravi to Združeno kraljestvo oziroma Anglija. Potem relativno šibki smo recimo v Franciji, Nemčijo še kar nismo uspeli v bistvu razviti, no. Italija je relativno šibka, ampak tekom zgodovine se prodaja, ampak to niso neki velik preskoki, no. Tudi Slovenija pač ima neki majhen delež pri vsem skupaj, predvsem pri celotni prodaji. Potem je pa še nekje 10% na trgih, kot so recimo Nova Zelandija, Avstralija, Japonska, Južna Koreja, Indonezija, Singapur, tako, no. Ampak naše fokusne države v resnici so dejansko angleško govoreče, predvsem pa Amerika in pa se pravi ta del Evrope, kjer v bistvu so bolj, bom rekel, angleško govoreči, no. To je nekaj organsko tako prišlo do tega, da je ta trg, da se je izkazal kot najboljši, ali ste nekako na začetku, kot večina startupov, obrnjeni na zahod in na Severno Ameriko? Kakšni so vaši bili razlogi? Mislim, en izmed zgodovinskih razlogov je to, da smo zbrali Kickstarter, ki je ameriška platforma, tako da v štartu je kar nekaj distributerjev se javilo in končnih trgovin in dejansko tam smo v bistvu imeli že tako ves čas neko prisotnost in tudi pol kasneje dejansko smo začeli spreminjati strukturo
kako prodajamo izdelke na tistih trgih, smo pač zaposlovali, se pravi, prodajalce, ki so razvijali ta trg. Tako da ja, šlo je za odločitev na koncu. Moramo vedeti, da je vse na ameriški trg, če primerjamo vse velike trge, kot je recimo kitajski trg, indijski, ameriški je nam najbližji, najbolj razumemo v bistvu kulturo, najbolj razumemo v bistvu, se pravi, jezik, ne. Tako da to so pač čisto tak tehnični razlogi, no, zakaj. Ja, imamo pa seveda še veliko nekih priložnosti drugje. Ja, to je v bistvu to vprašanje sledi. Prisotni ste skoraj v 200 državah, pa verjetno še zmeraj kakšen kotiček, ki vas zanima, tako da kam ste namenjeni, pa zakaj, če ni skrivnost, seveda. Ja, če pokomentiram to številko 200 držav, to je v bistvu, da mi pošiljamo produkte preko spleta v 200 držav, drugače mi daleč od tega, da bi bili prisotni v 200 državah, kajti to je nemogoče. V tem trenutku nima pač nekega smisla. Operativno je dejansko prekompleksno, tako da bolje je v bistvu imeti manj trga, pa tiste bolj v bistvu razdelati, pa je razviti, no. Tako da kam naprej, dejansko trenutno se bolj ukvarjamo s tem, kako dejansko prvo pač počakati, da pride Google s to storitvijo, se pravi, na trg, in pa da mi suplajamo, se pravi, vse obstoječe kupce, ne. Potem pa bomo bolj razvijali, se pravi, znotraj teh tržišč, se pravi, druge kategorije prodajaln, kot so recimo manjše trgovince, kjer jih je v Evropi in tudi v Ameriki zelo veliko. Manjše trgovince, ki so recimo, kjer se prodajajo izdelki za darila, recimo. Tam je veliko prednosti, kajti ljudje, ki so prodajalci tam noter, se ne menjajo tako hitro, lahko jih izobraziš, ne. In videli smo, da je, se pravi, koliko produktov na trgovino na leto lahko prodamo, so te trgovine bistveno boljše, če jo primerjamo z nekim recimo Best Buyem, ne. V Best Buyu je zelo drago biti prisoten, seveda tam želimo si biti zaradi renomeja, ne. Ampak realno pač na dolgi rok je pač brez mogoče nekega strateškega partnerja, ki je že prisoten tam in ima mogoče širšo, bom rekel, paleto produktov, zelo drago, se pravi, mislim, bi lahko ta možnost bila, se pravi, bi pocenila našo prisotnost, ne, in je potem ta matematični račun čisto drugačen, no. Pa seveda to je, se pravi, razvoj samega trga, potem pa želimo v bistvu tudi na produktnem nivoju se razširiti v druge kategorije in na tak način v bistvu povečati našo prezenco oziroma pač sam trg. A to misliš, da bi vam ta neka butična usmeritev, da bi okrepilo vašo prisotnost na trgih, kjer ste že močni, ali misliš, da morda omenil si Francijo, Nemčijo, da ste tam še nekako na pol poti, misliš, da bi vam to morda odprlo vrata? Ja, se pravi, te države bomo zdaj začeli razvijati preko teh manjših trgovinic, no. Vidimo, da bi lahko bili na tak način bolj uspešni, kot pa, se pravi, da gremo čisto tako kot v Ameriko, neke velike verige. Tudi ta opcija seveda obstaja in verjetno se bo razvila v nekem času, ampak ja, pač priložnosti je seveda še veliko, sicer francoski trg najmanj razumemo, predvsem je tukaj, bom rekel, se pravi, ta jezikovna bariera, trenutno nimamo nobenega francosko govorečega v bistvu zaposlenega v podjetju, tako da dejansko nam zelo težko tukaj pomaga in tudi, se pravi, bistveno težje, se pravi, marketinške stvari okoli tega graditi, no. Nemčija nam je še vsem bližje, nismo nikoli uspeli dejansko razviti, je pa, bom rekel, en največjih trgov v Evropi zagotovo, no. Tako da je, priložnosti je še pač veliko. Če si že omenil jezike, v katerih jezikih je aplikacija na voljo trenutno? Če veš.
mislim, da ima 9 jezikov, zdaj nam bojo sigurno tam na firm skalpirali, ne, da tega ne vem. Mislim, da je trenutno prevedeno v 9 jezikov, mogoče pa še kakšen jezik zraven. No. Tako da ja, trudimo se v bistvu, da smo vseeno čim bližji, se pravi, končni stranki, ne, kajti v njihovem domačem jeziku so stvari pač veliko lažje za uporabo. No. Tako da ja, pač. To imate nekako na zemljevidu. Zdaj, ko za posamične trge v aplikaciji razen teh 9 jezikov še karkoli spreminjate, tako da vzamete kakšen kulturološki vidik pa določeno zadevo spremenite, ali je aplikacija za vse enaka? Zaenkrat, mislim, je naša ta, bom rekel, osnovna aplikacija seveda za vse enaka, no. Tako da nima nekih specifik od trga do trga. No. Edino, kar bi bilo smotrno, pa seveda je spet malo povezan potem z velikostjo trga, da v bistvu embalažo bolj prilagodimo na lokalne razmere. No. To smo v preteklosti že delali, po moje dolgoročno bo spet potrebno to narediti, kajti pač v Nemčiji sigurno pač tudi na embalaži, ne. To je nek prvi ta stik s kupcem, ne. Je veliko bolje, da imaš pač prilagojen za lokalen trg. Je pa spet to se povezan kar precej z nekimi stroški, no, na koncu. Pa imate na začetku, verjetno niste o tem razmišljali, zdaj ko ste že 10 let na trgu, neko strategijo lokalizacije, predvsem ko odpirate nove trge, vzamete v ozir, ja, v katerem jeziku mora biti aplikacija, v kakšnem okolju se bodo ti uporabniki najbolj domače počutili, kako se sploh te jezikovne komponente lotevate? Ja, na začetku smo v bistvu, nismo ravno veliko razmišljali in dejansko smo pač prodajali to vse posod, ne. In potem je za sabo potegnilo, ja, tudi ogromno nekih pač prevodov in čezdalje več je potem pač obsegal tudi, se pravi, različne certifikacije produkta za lokalni trg, no, tako da to je potem kar ena velika, se pravi, en velik dodatni strošek, bom rekel, med drugim, ne, in potem, če pač tam na lokalnih trgih ne ustvarjaš, se pravi, neke zadostne prodaje, je to pač tak bolj jalov poskus. Tako da v zadnjem obdobju smo večkrat pač rečemo nekem trgu ne. Bom dal primer, recimo iz turškega trga smo se popolnoma pač odstranili, ne. Pa smo imeli partnerja, ki je veliko energije vlagal, se pravi, v razvoj trga, preverili smo spletno stran, imeli pač res super support za lokalno skupnost, ker ni tako majhen trg v resnici turški, no. Ampak ta lokalna valuta je bila kar zelo težavna, pač hitro se je v bistvu spreminjala vrednost. To je en izmed razlogov, drug razlog je sigurno, produkti niso bili zadostno popularni, ne. Tako da smo v enem trenutku dejansko potem se popolnoma odmaknili in rekli, s tem trgom se pač ne igramo več, ne. Pa še kakšen trg v bistvu lahko najdem, ko smo se popolnoma pač odstranili, tako da v zadnjem obdobju to veliko bolj strateško dejansko razvijamo in več energije vložimo ta prvo v nek research, ki izgleda, se pravi, na tak način, da naredimo intervjuje z lokalnimi eksperti, se pravi, bom rekel, in pa, bom rekel, različnimi partnerji, ki so tam prisotni, kakšne so specifike, kaj je dejansko se je potrebno narediti, da potem je ta bolečina ali pa, bom rekel, na nek način lahko, se pravi, ta vstop narediš ceneje ali pa, bom rekel, zreduciraš, se pravi, nek riziko, da potem ne bi bil uspešen. Torej, če prav razumem, med drugim se tudi lokalizacije lotite, ko je trg, dajmo reči, potrjen, da izdelki bodo šli v promet, da je izdelek sprejet. Ja, pri določenih je seveda zakonodaja tista, ki je dejansko prisilna. Zdaj samo vprašanje, do katerega nivoja v bistvu vse skupaj podpiramo, ne. Določene trge imamo spletno stran prevedeno, ne.
pri določenih trgih pač tega zagotovo nimamo in tukaj je sigurno še kar nekaj manevrskega prostora. Ne. Zdaj, zanima me, ker med referencami imaš Apple, Google in mi, ki smo v prevajalski industriji, vemo, da so oni izmed tistih, pa naprej Microsoft in ostale korporacije, ki zelo zagovarjajo lokalizacijo, torej za vse mogoče trge. Tako da me zanima zdaj, ko z njimi sodelujete, čutite morda z njihove strani push, da morda aplikacijo pripravite za določene trge v določenih jezikih? Tega v bistvu pritiska mi ne čutimo z njihove strani, dejansko na koncu oni jim dajo pač neko orodje in zdaj sam pač se znajdi oziroma sam naredi, kaj misliš, da je tako najbolj fajn. Tudi mislim, da oni sami imajo še kar veliko rezerv dejansko po tej lokalizaciji. Tako da, ja. Dobro. Kako pa, torej za teh 9 jezikov, kako ste se tega lotili? Imate te vsebine nekako integrirane v nekem okolju, kjer se izdeluje tudi sama aplikacija, ali se pa to prevaja povsem ločeno? To morda veš, ali to kolegi bojo bolj vedeli, kako se tega. Zdaj tale tool, ne vem točno, kaj uporabljamo. Prej je bilo seveda pač vse neka Excelova tabelica, pa še zdaj je dejansko potem pač je nek osnovni content, ki je ponovadi v angleščini, potem se pa na podlagi tega začne pač vsa vsebina prevajati, ne. Reč pa ja, največ prevodov v resnici imamo znotraj naše mobilne aplikacije, potem pa v bistvu sledijo navodila, ne. Potem so prav naša spletna stran in pa v bistvu vse, kar je oglaševanje okoli tega, ne. Se pravi, da so dejansko neki oglasi tudi prilagojeni lokalnemu jeziku, tako da to gre nekako v to smer. In kako zdaj, rekel si, da ne obvladate vseh jezikov interno, kako to neko kakovost zagotavljate, posebej za jezike, ki jih ne poznate? Ja, to nam v bistvu, zdaj določene stvari, mislim, ponovadi tako, da sodelujemo dalj časa z nekom, da se čim bolj v bistvu izobraz, kaj mi sploh počnemo, kajti ustvariti res dober prevod je ključno, da prevajalec razume dejansko, zakaj pač ta stvar gre. Tako da ja, to je neka, bom rekel, ta stabilnost in pa poskušanje obdržati iste prevajalce, ne. Sigurno pa pride do kakšnih napak, pa nam potem lokalni partnerji nam prevajajo v določenih primerih. Ja, pa pol lokalni partner pač nas opozori, da tole bilo pa mogoče bolj smiselno na tak način, pa se potem v naslednji iteraciji to popravi. Tako da ta stvar je zelo živa, no. Zelo super. Zagotovo pa večina startupov, tudi vi ste zelo tako tehnološko napredni, uporabljate kaj strojne prevode, ChatGPT je tudi naredil celo revolucijo pri, ne vem, ali prevajanju, ustvarjanju vsebin. Kako gledate na te komponente? Ja, sigurno so uporabne. Jaz močno, bom rekel, verjamem, da bi lahko s to neko avtomatizacijo in pa dosegli kar dosti kvaliteten dejansko prevod, predvsem pri teh oglasih recimo. Kajti tam je relativno malo teksta, ne. Ampak po drugi strani seveda pač bi mogel te stvari malce večkrat preveriti potem z prevajalci, da vidimo dejansko sploh ta koncept funkcionira, ne. Potem je pa lahko več se tega posluževalo, sigurno. Tako da ja, je kar, jaz bi rekel, priložnost in določene prednosti so tukaj. Po drugi strani pa jaz mislim še vseeno, da pač človek, ki to prebere, pa dejansko, če je native speaker, bo na koncu naredil boljši prevod, no. Ja, torej človek nekako bo ostal v enačbi, to je. Torej, omenil si, da je pomembno, da prevajalci poznajo izdelek, da so native speakerji. Delate potem s posamezniki, s freelancerji, ali imate morda kakšno agencijo, ali se vsakega jezika lotite čist
na poseben način? Kakšno strategijo imate glede tega? Ja, do vsakega, bom rekel, do jezika je malo drugače, ampak ja, sicer pa sodelujemo z različnimi agencijami v resnici, ki nam pomagajo preveriti te vsebine. No. Se pravi, različno je pa spet recimo, ne vem, ponekod nam direktno partnerji prevajajo. To je v bistvu sta dva modela. Ali je v hiši, ali je dejansko pri partnerjih, ali je pa dejansko preko nekih agencij. Dobro. Zdaj omenili smo na primere, ko vas partnerji oziroma na trgih že opozorijo na določene stvari. Se spomniš nekega hujšega kiksa, ki ga lahko deliš iz vidika jezika, prevodov, ki si ga na lastni koži doživel ali da si bil priča, kakorkoli? Če se iskren, ne spomnim se zdaj v resnici, kaj bo tisto, kjer smo res kiksli, ampak ne vem, ko so se še pred časom pogovarjali, zdaj ali sem zamešala, si francoščino omenil, da je nekaj ni. Ja, nekaj je bilo v francoščini, pa zdaj se ne spomnim točno, a je šlo za ta item finder prevod, to bi mogel pač še enkrat preveriti. No. Šlo je mi iz glave. Ja, ne, saj v redu. Mislim, da je meni to ostalo v spominu, ker sicer so tako francoski in nemški trg, to so tako z vidika tudi jezikovno zelo zahtevni trgi, tako da čisto možno, da je to. Toliko o jezikih zdaj morda si že omenil, ampak evo, smo zdaj skoraj na koncu leta 2023, dobro, nismo konec, smo septembra. Letos pa leta 2024, kakšne imate načrte, kam Chipolo gre? Ja, prihaja eno zelo, bom rekel, zanimivo in težko pač obdobje, kajti, ko sem že prej omenil, Google se pravi zamuja ali pa bom rekel je premaknil to objavo se pravi tega servisa, ne. Posledično potem bomo mi se pravi mogli temu nekako slediti in tudi nadaljnji produkti, ki v bistvu so že v razvoju in so bili planirani dejansko, da bojo dejansko šli na trg prej, ne. Določeni že v januarju se bojo očitno premaknili, tako da ta datum zdaj ni jasen, tudi pol za druge produkte ni čisto jasno, tako da smo v takem nehvaležnem obdobju, kjer nimamo vse stvari pod kontrolo. In to sigurno slabo vpliva se pravi na naše poslovanje, tako da upam, da se bojo te stvari čim hitreje razjasnile, tako da jih lahko damo v neke časovnice in potem sledimo. Držim pesti, da to uspešno rešite. Kar bi še rada omenila, da se ne bi pogovarjali samo o milijonih pa o Googlu. Berem, da vam je zelo mar za okolje. Na primer imate tudi ta zamenjani recikliraj program, ampak to ni vse. Sem prebrala, da imate še neke cilje in pobude v tej smeri, tako da če to lahko deliš. Ja, pač saj je jasen trend sveta gre v bistvu v smer, kjer dejansko želimo zmanjšati na nek način vso to odpadno elektroniko, ne. Zdaj v Evropi prihaja zakon, kjer boš mogel zgraditi produkt, katerega boš lahko tudi popravil, ne. V 2020 smo dali že na trg Ocean Edition Chipola, ki je bil narejen iz recikliranih ribiških mrež. To je bil prvi v bistvu primer oziroma vstop v fazo, kjer bomo mi se pravi uporabljali reciklate pri naših produktih. Takrat smo tudi donirali se pravi $10,000 eni organizaciji, ki skrbi se pravi za spodbujanje uporabe tovrstnih reciklatov. No, to je bil takrat, bom rekel, ena vrsta poseben produkt, zdaj pa naslednji produkti, ki prihajajo na trg bojo tudi uporabljali se pravi reciklate. Sicer je pa že Chipolo ima zelo, bom rekel, optimizirano se pravi potrošnjo energije tekom proizvodnje naših izdelkov, kajti praktično od surovega materiala naprej, ne, zdaj govorimo od delčkov PCB-jev, to je se pravi osnova, kamor mi naložimo oziroma položimo
določene elemente in potem pač to nastane samostojna elektronka, ki funkcionira in gre potem v ohišje z baterijo in z zvočnikom in tako naprej. To je se pravi proizveden na isti lokaciji, kjer dejansko potem mi proizvedemo produkte in se pravi, to je vse narejeno v Sloveniji. Produkti so narejeni v precejšnji meri, se pravi, popolnoma avtomatizirano, se pravi, s tem zreduciramo, se pravi, neke, bom rekel, izpade in pa slabo, se pravi, proizvedene produkte. Tako da tukaj smo že zmanjšali vse te poti in pa tudi, se pravi, znižali porabo energije. Seveda sledi še kar nekaj, se pravi, teh drugih možnosti, kaj lahko še vse naredimo, od tega, da se pravi, lahko produkte naredimo dolgoročno, kjer bojo recimo za polniti ali pa bojo imeli večjo baterijo, se pravi, s tem bomo podaljšali uporabnost in pa samih izdelkov. Ja, ko si pa že omenila, imamo tudi renewal program, se pravi, pri določenih izdelkih ne moremo trenutno zamenjati baterije, ampak to delajo relativno dolgo, no, nekje do 3 let. Ko uporabnik kupi nov produkt, dobi zraven še tako, se pravi, kuverto in kjerkoli na svetu bo tisto kuverto dal, se pravi, v poštni nabiralnik, bo prišel k nam na naslov, kjer v bistvu mi vso to elektronko, se pravi, zberemo in jo potem peljemo, se pravi, v reciklažo in tako da nekako zaključimo ta krog, da to potem ne pristane v različnih smeteh, ki v resnici niso primerne. Tako da ja, veliko stvari se bo dejansko še zgodilo na tem področju in ja, pospešeno v bistvu delamo. Super, pohvalno, tako da držim pesti, da se te zadeve še pospešijo. Zdaj za konec še neka tvoja modrost za vse, ki nas poslušajo. Vem, da si tudi nam, ki smo iz popolnoma druge panoge, ogromno svetoval, ogromno pomagal. Zdaj, če morda za trenutek, ne vem, odmisliš, ker zdaj verjamem, da tudi tvoja miselnost malo drugačna, ko med reference, naj ponovim, imaš Google, Apple in take velike playerje, ampak ne vem, Primož izpred, ne vem, 5-10 let. Kaj bi enemu takemu poslovnežu, ko si ti takrat bil, svetoval zdaj iz teh čevljev? Ja, podobno vprašanje se mi je večkrat v bistvu postavljeno, ko gre bolj, kaj bi recimo svetoval mladim, ne, oziroma vsem. Vse je tako kot v športu, no. Jaz mislim, da ni starih pa mladih, je samo vprašanje, kdo je dober pa kdo je slab, ne, pa kdo, ali pa kdo je v bistvu bolj vztrajen pa manj vztrajen, ne. Kdo v bistvu živi za tisto idejo in katero verjame, pa tisti, ki malo manj v bistvu živijo pa pol hitreje obupajo, ne. Kdo dejansko bo vse vložil dejansko, kar v bistvu ima, ne, pa šel še do stric pa tet pa vprašal, če bi jim kakšen denar posodili, ne, pa tisti, ki v resnici na tej poti enkrat pač obupajo, ne. Tako da, tako se v bistvu razdeljujejo na dva pola, ne. Seveda je pač ključna potem ideja tista, ne, pa ključno je v bistvu, kakšno je okolje okoli tebe, pa kakšno v bistvu ekipo imaš, ne. Tako da ja, to so vse te neke stvari, ki dejansko delajo razlike, ne, tako da splošni nasvet je pač, moraš v bistvu delati tisto, kar te dejansko veseli, no. Če boš v osnovi delal to samo zato, da boš v bistvu zaslužil, bo super, ampak verjemite mi, da je pač denar posledica, se pravi, nekega dobrega dela in dejansko vztrajanja, in pa izpopolnjevanja tiste ideje, ker to bo pač vse skupaj potem prišlo. Tako da ja, pač rabimo pa na tej poti obilo neke vztrajnosti in pa podjetništvo je, večkrat rečem, tak roller coaster, se pravi vlakec smrti, ne. Tudi, ko si gor na vrh, je malo tako strašljiv v resnici, potem pa zelo hitro spet zabije nekam dol v pod, no. In te dejansko skoki in neke spremembe so zelo hitre, in tisto, ko se pač bolj prilagaja tem, je pač bolj uspešen.
Super. Primož, hvala, da si se nam danes pridružil. Upam, da vsi, ki so poslušali, gledali, da so se marsikaj naučili. In to je to, se vidimo v drugi priliki. Hvala za povabilo. Z veseljem. Srečno.